Dobro jutro. Evo, zbudil sem se v deževnem jutru. So danes te vremenske napovedi res točne. Včeraj je bil še sonce napovedano, evo, danes pa dež. In lejte, kakšna razlika je, če tole dolino pogledaš danes, pa kako je bilo včeraj lepo. Tako da res sem imel srečo, da sem ujel še zadnji lep dan. Evo, zdaj pa na zajtrk. Sigurno gospa kaj zelo dobrega pripravlja. Hello, good morning. Evo, gospa že pripravlja. Super. Te spet ne... Kofi. Evo, gospod se na računalnik tudi spozna. Amazi. Ja, super. Gospa ima tle neko omako vrhunsko. Tole se bom spet najedel. Z pilmeni. Homemade pilmeni. Super, thank you. Evo, dober tek mi za željke. Tole je zelo dobro, to so kot neke testenine, polnjene z enim sirčkom, pa še pol čebulna omaka in je ful super. Drugač pa obroki vedno obilni. Tole sigurno še ni vse, še marsikaj bo gospa prinesla. Sranje, zdajle sem prišel na mejni prehod in se mi je predsumljivo zdelo, ker sem videl sem kamione, niti enega osebnega avtomobila in se mi je zdelo, da ne bo to za osebne avtomobile in zdaj moram iti pa na Batumi, to je tam, ker sem noter prišel in to je kar 170 km stran, tako da bom naredil en krog čist brez veze 300 km. Tako da mi ni tole najbolj všeč, ampak kajčmo. Tole naj bi bila glavna cesta za Batumi, iz tle, ko sem jaz. Do zdaj je bila kar lepa. Tole je zdaj pa katastrofa ratala, lejte. Upam, da je to samo en tak odsek, pa da čim prej pridem spet na kakšen asfalt, ker tole je pa katastrofa. Zdaj sem se pa res naveličal voziti po telih cestah. Glejte, tu je groza. Zgleda, da sem tle prišel v eno visokogorsko letovišče. Mora biti zelo visok, ker, glejte, tamle se kar sneg vidi, pa tamle odzad se kar vidi sneg. Je pa to mora turistično biti, ker vidim tale zeleno jezero, pa neki resorti. No, do Batumija, do kjer moram jaz iti, je pa še 110 km. Jaz močno upam, da je boljša cesta, kot je bila, ker to je bila groza. In tudi tam na uni stran to cesto skozi delajo. Jaz sem se zdaj vozil ene 50 km ali pa še več, kjer so delali cesto. In to je najhujš, grabni, jarki in tako naprej. Upam, da je v tole letovišče hodijo ljudje z Batumija in da ima boljša cesta. Upam, no, tudi če ima kedam sem, da ne popravljajo. No, moje želje se niso uresničile. Tudi tle se nadaljuje izgradnja ceste. In vidite, se moraš pol po takih voziti, ki res se mi ne da. Res. Gledajte, s kakšen tovornjaki se tle vozijo. Jaz pa z mojim avtom. Moram kar počakati, da oni pridejo, tamle vidim
spet ful slaba razrita pot. Joj, kdaj bo tega konc? Mi pa mimogrede kaže, da ob Batumija še slabe 3 ure. Pa sem spet v Turčiji, končno bom rekel. Ker tole, da sem mogel tale krog narediti, to je bila groza. Tam, ko so me obrnili na carin, sem rekel, da bom 300 km dodatnih naredil. Res si bom 300 naredil, ampak telih zdaj, ki jih je bilo 150, to je bilo po taki cesti, da se Bog usmil, tako da čist cel dan mi je šel zaradi tega. No, zdaj sem glih kar prečkal gruzijsko-turško mejo, tle pri Batumiju. In zdaj grem v prvo turško mesto, grem v hotel, jutri pa pač nadaljujem. Glih čist skoraj cel dan mi je šel, no, brez veze. No, carina kot carina, zmeraj nikoli se glih ne veselim. Na gruzijski strani so si tukaj prizadjali glede avtomobila. Tu je človek iskal neke številke, šasije, vse posod. Tu se je kril moj avto, vsu pa tako noter. Tako da mi je bilo pol še strah, če mi telefon ukral ali pa GoPro, ki sem noter imel, ne. Mislim, malo čuden občutek se te na carinkar v avto usede, ne. Drugač na turški meji pa čist brez problema. Čeprav moram reči, ne, da sem zdaj ful vesel, ko sem čez prišel, ker mečkrat nervoznosti je bilo, ne. Če drugega ne, kaj če v tem času, ko mene ni bilo, se pravi, ko sem bil v Gruziji, če je Turčija ki spremenila zakonodajo glede vstopa zaradi koronavirusa. Prej je bilo pač, da rabiš, da si cepljen, kaj pa veš, mogoče hočejo pa zdaj še, mislim, bi hotel pa še PCR, tako kot Gruzije rečemo, ne. Tako da no, hvala Bogu sem noter in sem vesel, ker radijo kljub temu, da sem mogel te dodatne kilometre delati. Pravijo, vsaka stvar je za nekaj dobra, verjeten je tudi to za nekaj. Tole je moj nov hotel v Turčiji. To je čist mesto Hopa, to je takoj po gruzijski meji. Super vse, super. Cena 18 € z zajtrkom, kopalnica taka, ki mora biti. Bistveno boljš, kakor običajno v Gruziji. Všeč mi je tudi, da imam tukajle malo delovne mize, ampak sem pa totalno, ampak res totalno razočaran nad hitrostjo interneta, ker je tako počasen, ki je bil pri nas pred 15 letem. In imam ful za uploadat in to sploh ne bo šlo. Sploh ne vem, kaj naj naredim, ali naj grem v kakšen lokal, pa prenosnik se bojo vzamem, da bi to šlo, ali res ne vem. Nič, v glavnem, zdaj grem najprej nekaj pojest, ko sem lačen, pes. Probal bom en kebab najdeti, Adana kebab je meni všeč, tako da verjetno bom to pojel. Pol se pa lotem delati, da zmontiram video posnetke. Tlele sem šel jest, sem glih videl z ulice, da je, in sem nekaj naročil za 2,5 € skupaj s Coca-Cola in lejte, kakšno čudo sem jaz to dobil, lejte, koliko je to dolgo. Sem mislil, da to nekaj čist malega, pa je ogromno. Šete. Se najbrž tako nekako je. Dober. Zelo dober. Sam preveč bo. Super je.